Torej, mikrofoni obratujejo in po moje lahko začnemo z nocojšnjim drugim podjetniškim večerom, ki ga prireja podjetniški krožek Gimnazija Novo mesto. Kot prvo pa bomo prisluhnili nastopu z violino gospodične Zale Zabukovšek. Dajmo en aplavz za Zale. Današnjo okroglo mizo bo za vas povezovala Tin Kolenc in pa Nika Bratkovič. Naši udeleženci, pa kot sem jih že prej nakratko povedala imena, so vsi povezani s podjetništvom, a vsak malo drugače. Za uvod pa bova udeležence nakratko malo predstavila. Matej, 10 let si delal pri podjetju IBM, nato pa si zapustil svojo poklicno pot ter se posvetil podjetništvu. Povej nam, prosim, zakaj si izbral tako pot? Dobro večer. Nikogar ne vidim, tako da bom nekam tja gledal, ker je luč direktno v oči. To vprašanje pogosto dobim, imam že kar tak odgovor, standarden. IBM, ker sem delal, je zelo velika firma, približno 400,000 zaposlenih, to je vojska. Ne? Ko imaš tak velik sistem, mora biti zadeva zelo dobro strukturirana, organizirana. In če si malo bolj podjeten po naravi, te slej, ko prej začne to malo ovirati, dušiti. Sicer se ogromno naučiš, ampak pa slej, ko prej te povleče ven na svojo pot. Torej, ti si ustanovitelj podjetja Trtilin. Prosim, nakratko nam zaupaj, s čim točno se tvoje podjetje ukvarja? Mnogi tukaj danes verjetno poznajo vsaj malo to metodologijo, ki se zadnjih par let uveljavlja v svetu startupov, reče se Lean Startup, kjer so noter elementi, kot so Business Model Canvas, Customer Development, take stvari. Prav, to je metodologija, po kateri večina startupov danes dela, razvija, testira, pivotira. Ker imam jaz oboje, se pravi, 10 let izkušnjo v enem velikem sistemu, pa hkrati sem zdaj v startup svetu že kar nekaj časa, sem rekel, bom združil ravno to dvoje. In sicer metodologijo, po kateri se startupi razvijajo, mi uvajamo in implementiramo v velike firme, se pravi, velike zrele organizacije, ki morajo sicer delati dokaj rigidno, imajo pa kakšne nove ideje, nove produkte in potem te stvari razvijajo na način, kot bi jih startupi, če bi bili samostojni zunaj. To mi počnemo. Hvala, Matej. Potem gost večera je tudi Miha Fabjan.
No, Miha, kaj je bilo pa tvoje vodilo pri ustanovitvi Startupa Novo mesto, ki trenutno deluje v sklopu Podbreznika? Dober večer. Vprašanje sem že prej si mi ga povedala tam. Mogoče tako nekako se je zgodba razvijala pri meni. Preden smo začeli Startup Novo mesto, je bilo v bistvu, da smo na internetu brali, kaj se to dogaja po svetu. Ne? In tudi potegne not. No? Potegnete not dogajanje, kako se stvari razvijajo drugje in iz tega nekako se je to razvilo. Videli smo, kaj manjka v Novem mestu, se nas je zbrala 7 mladih Novomeščanov in smo začeli. Lahko pa rečem, pač nismo imeli pojma, kaj delamo na začetku, ampak zdaj že vemo, kaj delamo in delamo dobro. Super. Torej, Miha, ti si neke vrste neformalen učitelj podjetništva, pa se premaknemo naprej k nekomu, ki je morda bolj formalen. Gospod Stanko iz Ljubljane, bivši univerzitetni profesor na Univerziteti za ekonomijo, sedaj pa poučuješ podjetništvo na ekonomski srednji šoli v Ljubljani. Prosim, povej nam nekaj besed. Hvala za besedo. Močkam bom mogel popraviti. Ne? Se pravi, jaz nisem bil univerzitetni profesor na ekonomske fakultete, ampak asistent. Ne? S tem sem se tudi potem srečal. Tega mi v najnem pogovoru nisi zaupal. Nekako sem jaz dobil vtis, da si ti bil profesor. Pomota, šum, komunikacija. Glavno, ni problema. Dejansko sem začel že prej s podjetništvom. Dejansko sem že v času študija skupaj s prijateljem ustanovil v bistvu neke vrste podjetje, ki pa je pravno formalno bilo pravzaprav društvo, ker pravzaprav vsi vemo, da še danes zgubiš cel kup ugodnosti, če kot študent pa če ustanoviš DO ali pa SP. Tako da naša oblika bila pač društvo takrat, preko katerega smo pravzaprav imeli podjetje. Potem sem nekako proti koncu študija nekako sem, tako si rekel, kakor verjetno mnogi izmed vami si boste, pa ste si, no, zdaj se treba pa malo zresniti in iti na tako resno veliko podjetje in začeti neko tako kariero, tako, ne? In to sem tudi naredil. Začel sem delati v podjetju Trimo in zelo dobra izkušnja, ampak v bistvu sem v zelo kratkem času ugotovil, da taki veliki sistemi tudi zame niso. Ne? Ker po eni strani, pač, tako kot je že gospod Matej pomenil, ne? Pač taka podjetja so ponavadi urejena, imajo neko strukturo, pravzaprav so podobno nekim večjim ladjam, podobno kot en tanker so, ne? Ker recimo, če imaš neko idejo, moraš cel kup ljudi prepričati in v vsakem primeru traja nekaj časa, preden se ta velika ladja začne premikati v neko novo smer. In to je pač, moraš biti človek za to. Ne? In jaz sem gotovo, da dejansko bi dosti rajši delal v nekih manjših podjetjih in sem potem tudi stopil na svojo lastno podjetniško pot, tako da sem pač ustavil eno podjetje, potem še z enim prijatelji še drugo. Iz tega ta druga sem pa tudi stopil, se pravi, tema je bila informatika. Kasneje sem se preko te možnosti kot asistent srečal še z izobraževanjem in na koncu zdaj predstavil tudi na ekonomski šoli Ljubljana in tudi v tem se zelo vidim. Tako da tudi nekako se mi zdi, da imam nekak pogled z obeh strani, ne, iz povsem podjetniške perspektive in zdaj tudi iz izobraževalne perspektive. Na ekonomski šoli poučuješ samo podjetništvo ali si strokovnjak še za kakšen drug predmet? Po izobrazbi sem ekonomist, tako da poučujem podjetništvo, predvsem podjetništvo, pa tudi predmet sodobno gospodarstvo, tako da večinoma podjetništvo. Hvala, Stanko. Hvala. Naslednji gost je Borut Šiško, ki je direktor steklarstva Šiško. Borut, kaj se vključuje vaš posel? Mogo bi mogoče reči, kaj ne vključuje, ne? V takem manjšem podjetju si velikrat zadolžen za vse od tistega, ko prvi pride zjutraj v službo, prižge luči in na konc dneva tudi pogleda, če so vrata zaklenjene in ugasne luči. Dobro, malo heco, ampak naše podjetje ima 50-letno tradicijo, no in v tem času smo pač uspeli nekako že nekaj strukturo podjetja narediti, tako da imamo ta delo porazdeljeno, tako da ni čisto vse več na meni pa na mojem bratu kot solastniku podjetja, ampak skrbim za to, da se posel pridobiva, da se posel realizira in da se dobi plačilo, ne? Na kratko povedano. Okay.
V redu, hvala Borut. Ema, prosim, ti si predstavnica Urada za razvoj izobraževanja. S čim natančno se ukvarja Urad za razvoj izobraževanja? Ja, dober večer. Jaz prihajam z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Znotraj tega ministrstva velikega pravzaprav obstajajo različne službe in ena je tudi Urad za razvoj in izobraževanja. Na tem uradu pravzaprav bom rekla, na nek način spodbujamo in snujemo ideje v povezavi s prakso za premike take ali drugačne v šolskem sistemu. To bi bilo zelo na kratko. Vam pa dolgujem eno upravičilo in sicer z vrha ministrstva. Minister vas prav toplo pozdravlja in vam želi pravzaprav en tak konstruktiven večer. Nažalost se upravičuje zaradi drugih obveznosti, ker se ni mogel udeležiti tega srečanja, ravno tako sekretar državni Aljuš Pertinač. Tako da takrat potem seveda posežemo vmes vsi tisti, ki smo, bom rekla, v vrsti snovalcev ali pa oblikovalcev novih idej ali pa generiranja novih idej na področju urejanja sistema izobraževanja v Sloveniji. Hvala lepa za povabilo. Hvala tudi tebi Eva. Ema, pa torej, pojdimo sedaj k stvari. Tema današnjega podjetniškega večera je prodiranje podjetništva v šole. In kje druge bi začeli kot v šolah? Stanko, beseda bo ponovno tvoja. Kaj misliš, kolikšen poudarek bi moralo imeti podjetništvo na področju šolstva, podjetništvo pri mladih? Moje osebno mnenje je, da pravzaprav res ni nobenega razloga, da ne bi bilo podjetništvo v take ali drugačni obliki prisotno v vseh šolah, ne glede na to, za kater program gre. Ne? Tako da, torej, vključuje tudi poklicne šole? Vsekakor, absolutno. V kakšni količini pa bi moralo biti podjetništvo predstavljeno na šoli? Morda nekaj večje na ekonomski gimnaziji, ostale šole? Zagotovo je, da ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, ti programi so že v osnovi bliže tej temi, ampak pravzaprav v vseh programih pravzaprav bi bilo, pravzaprav jaz mislim, da v teh drugih šolah pravzaprav niti ni takih predmetov, ne? In to je že v osnovi problem, ne? Tako da delno se lahko to rešuje s kakšnimi krožki. Zdaj je za razumeti, da so to še drugi predmeti, da vsak lahko zase reče, da je potrebno še več takšnih in drugačnih predmetov, ampak jaz mislim, da na splošno je podjetništvo zagotovo pod reprezentirano v šolah danes. No. Tako da, več kot je trenutno stanje zagotovo. V redu, sam program podjetništva na vaših šolah se vam zdi dovolj učinkovit ali bi bilo potrebno narediti kako spremembo? Ta dve. Mi se dejansko skozi trudimo delati spremembe. Ne? Dejansko mi nismo šola, kjer bi si rekel, ok, zdaj imamo neko situacijo. In naletite na kakšne ovire strani ministrstva morda? Jaz osebno ne čutim. Strani zakona? Ne, da bi rekel, da nas zakon kot tako omejuje, jaz tega osebno ne čutim. Jaz mislim, da recimo nek profesor, učitelj, ki uči na šoli, lahko znotraj danih okvirov, če ima sam to inicijativo, marsikaj naredi. Ne? So pa jasno neke omejitve. Ne? Recimo, čist enostaven primer, če imaš recimo v oddelku 32 dijakov, je zagotovo pouk lahko drugačne kakovosti, kot pa recimo, če bi jih bilo manj. Ne? Zagotovo se da z manjšimi skupinami bolj intenzivno delati. Ne? To je pa dejstvo. Ne? Kaj pa glede dela dijakov? Če se recimo nek dijak odloči, da bo ustanovil svoj startup, svoje startup podjetje, pa pride to navzkriž z zakonom. Že en primer je recimo, želi ustanoviti svoj startup, pa je mladoleten. Kaj te daj? Mogoče so to vprašanje sicer bolj tiče vas iz urada. Ja, jaz bi dodala mogoče kaj sistemskega stališča, kako pravzaprav imamo pri nas postavljeno šolski sistem oziroma kako sistem deluje. Pa vam bom za začetek povedala, od kje jaz prihajam, oziroma kaj je moje ozadje v stroki. Jaz sem sicer pedagoginja, sociologinja, začela sem v prevzgojnem zavodu v Višnji Gori, na začetku svoje kariere, sicer pa potem nadaljevanju delujem že vse ta leta in teh se je že kar nabral, zdaj celo kariero, njih 23, na področju izobraževanja odraslih. Prej sem delala pravzaprav v praksi, v razvoju programov izobraževanja odraslih, novih pristopov, tudi mentorca sem in potem seveda pred 4 leti
sem se znašla na ministrstvu. Okoliščine so se pokazale, da je pač ta pot moja zanesla me tja. No, ampak kar se, bom rekla, pogledov tiče, takrat, ko smo na konkretni šoli in takrat, ko smo pri konkretnem predmetu, je seveda perspektiva drugačna, ko gledamo to strani sistema. Današnje vse usmeritve evropske pravzaprav in vse raziskave kažejo seveda, da si vsi želimo več enih fleksibilnih lastnosti ljudi, ki bi pravzaprav na nek način spodbujale kreativnost, prilagodljivost večjo, bodi si zakonitostim trga ali pa zakonitostim družbe, ki se nam dogajajo, take drugačne sprememb imamo cel kup. In vse tiste, bomo rekli, zakoni ali pa pravila, pisana ali pa nepisana, ko so veljali pred 20-30 leti ali pa pred 50, če želite, pa mogoče celo pred 10 ne veljajo več. Danes se nam je pravzaprav pogled na svet obrnil čist na glavo in nič več ne drži in zato ustvarjamo neke nove podlage, kako bi šli naprej. In na tej točki se seveda znajdemo tudi z vsemi vrednotami, lastnostmi ljudi, znanjem in sposobnostmi. In te treba razvijati v mladosti, ali pa bomo rekli v zgodnjih obdobjih, takrat, ko je možno seveda ustvarjalnost razvijati. In stališče ali pa mnenje ministrstva je, da seveda absolutno je podpora tam, da bi si želeli več možnosti za kreativno in ustvarjalno izražanje, ki na nek način pogoj potem tudi za razvoj lastnosti podjetnosti. Ravno prej sva se z Matejem pogovarjala, da mogoče bi ločili ta dva pojma. Podjetništvo je nekaj drugega, oziroma podjetnost ali pa lastnosti podjetnosti so tiste, ki so pogoji za podjetništvo. So pa seveda tudi pogoji za nadaljno kreativnost in ustvarjalnost. V sistemu, zdaj zaenkrat, recimo, če bi gledali strani predmetov, ki jih imamo samo ta predmet kot tak, oblikovan s tem naslovom na ekonomskih gimnazijah oziroma v programih srednješolskih ekonomskih programih. Podjetnost je pa pravzaprav pogled na svet. To je filozofija razmišljanja. In to so lastnosti, ki jih je pravzaprav potrebno razvijati povsod, ne samo pri predmetu podjetništva. Pravzaprav tega tam ne moremo početi. In že davno smo pravzaprav ugotovili, in je dokazano, da lastnosti podjetnosti, da so prečne kompetence, to se pravi, da jih je potrebno razvijati povsod in da je to način razmišljanja. In zato to pomeni vzgajati ne samo, bomo rekli, vas, mlade, ampak pomeni na nek način na tej poti izobraževati tudi učitelje. S tem se bo najbrž Stanko z mano strinjal. Hvala za to izčrpno poročilo. Pred kratkim ste omenjali podjetnost. Tukaj bi se navezal na te, Matej. Je podjetnost stvar, ki se jo lahko priučimo? Absolutno. Pa bom dal kar en primer. Res zelo sva se zapletla tam naprej. Podjetništvo, podjetnost. Dajmo pogledati današnji dogodek tele. Okay? Kako bomo zmerali, a je bil današnji dogodek uspešen? Kako boste vi lahko rekli, a je bil dober ali ne? Najprej moraš vedeti, kaj si hotel doseči, ne? Kdo so deležniki? Deležniki, tukaj, če dobro vidim, cirka 20-30 ljudi. Ne? Tukaj je nek program, nek entertainment, neko izobraževanje, nekaj bojo oni imeli od tega, zaradi tega vi to delate. Ne? Kako bomo vedeli, da oni imajo nekaj od tega? Boste imeli anketo? Bo feedback? Ne? Zastavlja se, seveda, a bo to vredno njihovega časa, zdaj recimo 1 uro, 2 uri tukaj, ne? Po kaj so prišli, kakšna so bila njihova pričakovanja? A sploh vemo, kdo so prišli, pa po kaj so prišli, ne? To so bistvena vprašanja pri podjetništvu in pa podjetnosti, ne? Komu daješ vrednost, ne? Koliko je nekomu to vredno, a jo res daješ, ne? Se pravi, meraš in potem bistveno to, kar si tudi ti povedala, se prilagajaš, ne? In recimo čakati, ne? Bom dal kar primer, in res čisto na vsako situacijo lahko podjetno pogledaš, ne? Jaz sem videl tam, ko smo čakali, ne? Tele mikrofone. Minuta, 5 minut, 10 minut, to je bilo, ni bilo samo 10 minut mojih pa tvojih, to je bilo 10 minut 30 ljudi, ne. V povprečju je bruto ura 20 evrov, ne.
hitro začneš, kakšna škoda se dela, ko čakaš s programom, ne? In se prilagodiš in rečeš, ok, ne dela, vzamem enega dol, ne? Gremo s programom naprej, ne? Če hočeš to doseči, se moraš vprašati, kaj hočeš doseči. Se pravi, čisto v vsaki situaciji se lahko vprašaš zelo podjetno, kaj hočem doseči, komu dajem vrednost, ne? Kako mu to vrednost nazaj dobu, kako se prilagajam, kakšne so metrike. To je ta način razmišljanja. Mislim, da je dolgoletnemu podjetniku to zelo jasno, ne? Se pravi, kdo da, zakaj, kako se prilagajati. Ne? Kdaj pa bi po vašem mnenju mogli začeti z uvajanjem v podjetništvo, s to podjetnostjo? Kdaj bi se mogli... Glede na to, da ste omenili, da se da podjetništva in podjetnosti priučiti, ter da ste gospod Stanko pred kratkim omenili, da bi podjetništvo moralo biti prisotno v vseh šolah, sklepam, da na nek način ste mnenja, da bi bolj ali manj pojem podjetništva bil v šolah obvezen. Pri kakšnih letih bi morali začeti mladino uvajati? Jaz bi rekel, čim prej, Stanko pa? Enako, čim prej. Nikoli ni prezgodaj. Eno stvar bi samo omenil, sicer napisal prejšnje vprašanje, a so kakšne zakonske omejitve, karkoli, kar nas pa vendarle omejuje. Prej sem omenil sicer v okviru pouka, saj jaz osebno ne čutim, da se ne da marsikaj narediti in to vse da, ampak bi pa na tem mestu vseeno povedal, da obstajajo določene omejitve, ki so prisotne v naši družbi. Konkretno sem jih občutil jaz pred 15 leti in mislim, da se danes zadeva nekaj bistveno izboljšala. En tak lep primer je, prejšnji teden sem se po pouku pogovarjal z eno dijakinjo 4. letnika in pač ima neke želje, da bi bom rekel, ne sicer odprla neko podjetje, ki bi bilo veliko in tako, ampak neka zadeva, s katerim bi bil nek dodatni prihodek takole, poleg recimo študija in tako možno. Nekako po tem, ko se pregleda trenutno stanje, kaj lahko kot študentka naredi, kot bodoča študentka, se ugotovi kaj. Prvič, da izgubi v trenutku, ko prijavi SP ali pa DO, izgubi, se pravi, status študenta kot status študenta ima, lahko se naprej šola, vendar izgubi možnost bivanja v študentskem domu, izgubi možnost subvencionirane prehrane študentske, izgubi možnost, zdaj ne vem, glede prevoza, mislim, pričam, izgubi, se pravi tole, izgubi štipendije, kakršnekoli, izgubi se otroški dodatek njeni starši in primorana je plačevati v pokojninski sklad in v zdravstveni. Tako je. Zdaj pa absolutno, zdaj pa tole, če pogledaš, ali je to spodbudno za podjetništvo? Absolutno ni spodbudno. In to je v bistvu, če mene vprašate, v bistvu en velik problem, da še vedno... Prosim bi te, če predaš. Ne. Ko jaz dvignem roko, se sam postavim vrsto, ker imam repliko na tole. Ja, dejansko, kljub tem omejitvam se da, še vedno se da, bom rekel, podjetno delovati. In kdo res hoče, bo najdu poti, ampak recimo čist primer, v nekaterih drugih državah razvitega sveta, da tako rečem, ker v podjetništvu mogoče že nekaj let pred nami malo drugače razmišljajo, celo spodbujajo študente, da lahko v študentskem domu odprejo recimo podjetje in tam sedeš. To je pri nas nekaj nemogočega, tako da toliko. Repliko samo zato, ker sem ravno danes imel 1 uro debato točno na to temo z nekom, konkretno Marin Medak, mogoče kdo pozna, je preplaval, oziroma preveslal je z ekipo Atlantik. On pripravlja nek predlog na to temo, čaka samo, da ministra novega dobimo za gospodarstvo. In sicer, jaz sem tako malo provociral, da ga zelo strinjam s tem, da ne bi smeli tako hendikepirati, takoj, ko se lotaš na česa, hkrati pa dajmo drugo plat. Nekdo, ki ni študent, ki je recimo malo starejši, ali pa sploh ni bil nikoli študent, se odloči in začne s podjetjem, mu je ravno tako težko, rab začetni kapital, išče stranke, strada, pol pa reče vmes, jaz grem pa še študirati. In gre lepo študirati, ker se je odločil in ne rab nobenih bonov, ne rab nobenega študentskega doma. Je pa čist na istem. Je podjetnik, ki se je odločil študirati, na drugi strani pa študenta, ki se je odločil biti podjetnik. Zakaj bi pa njemu mogli vse to dati? Je argument seveda tukaj, zakaj imamo mi subvencije pa bone, pa vse to, zaradi tega, da damo študentu mer, da mu ni treba delati, da se lahko uči in študira. Provociram seveda, da ga se strinjam tudi s tem. Pred vami je dvignal. Ok, sem na kratko bi tole dodal, se strinjam tudi s tem. Bom pa sem tako rekel, jaz mislim, da bi morali dejansko, bom rekel, status, kaj izgubiš, kdaj, v kateri točki dobiš pravico do štipendije, pravico do
subvencionirane prehrane, študentskih domov in tako naprej, ne, da bi to moralo biti vezano vsebinsko, se pravi na neke prihodke, ki jih ustvarjaš. Ne. Se pravi, recimo, pogledajte, recimo, da nekdo pač je varčen in je priden in ima delo popoldne, ima starša, kakorkoli, je nek študent in recimo, da prihrani si recimo enih 2000 evrov in bi rad mogoče s tem pa nekaj naredil. Zdaj, obstajate dve možnosti. Če bo recimo za ta denar kupil nek svoj prvi avto, ne, se ne bo zgodili nič. Še vedno bo imel status študenta in vse ugodnosti, ki so s tem povezane. Ne. Če bo pa slučajno tole namenil za to, da bi mogoče še kaj ustvaril, kaj je več, ne, bo pa v tistem trenutku zgodil vse. Meni se recimo tole ne zdi v redu. Ne. Se pravi, lahko bi bilo nekako zakonsko opredeljeno, da zgubiš recimo te bonitete, ko pač dosežeš določeno raven prihodkov, ne pa da to vezano na status, samo zato, ker si šel na točko in odprl SP in poskusil nekaj. Ne. To je recimo. Miha? No, tako, ko govorimo o teh omejitvah, jaz bi rekel tako, da podjetnik, za podjetnika ni primeren tist, ki ga bojo te neke omejitve ustavile. Ne. Pač, jaz lahko povem recimo na moji zgodbi in na zgodbi marsikoga, ki je pri nas, no, pač znajdeš se, ne, pač, če vidiš, da tvoj posel ni še zrel za odprt podjetje, pač greš pa mogoče malo na črno, se vem, tega ne spodbujamo, ampak znajde se, ne, delaš nekaj, hočeš nekaj zaslužiti, pač to te žene naprej in ne bo te ustavilo, zdaj, če ne bom pa na bolne jedel nekaj časa, ne. Marsikdo od naših so se odpovedali bolno, sem zaradi tega, ker so verjeli vase v svojo idejo, ne. Pač vse temu odpoveš, ne. V redu, ja, bi pa še to rekel, ko ste se osredotočili na to, da bi že v srednjih šolah imeli podjetja, mogoče to malo preambiciozno, ko ste le mladi srednješolci. Dajte to nadaljevati, kar je zelo v redu vaš profesor Gorenc zastavil in ko sem danes prebral v časopisu, kaj ste že vse naredili, ko sem čestital, ne. Ampak trudite se v srednji šoli narediti ene nastavke. Tudi če vam ne bo uspelo na koncu nekaj realizirati, to vam bo za zmeraj ostalo, ne. To boste kasneje kapital iz tega črpati, tako da prav je, da razmišljate tudi, da bi imeli neka podjetja in to, ampak naj vam ne bo to zdaj glavni cilj, no. Samo kaj pa recimo kakšni dijaki, ki že pri 15 pridejo tiste velike ideje, ki bi jim lahko spremenila življenje. Naj bi bilo pravilno, da bi nek zakon dovoljeval, da bi lahko že mladoletni dijaki, seveda s podporo staršev ali pa dijaki, ustanovili podjetje SP, pa hkrati naj bi izgubili vsega tega statusa in teh dodatnih ugodnosti. Jaz se bojim, da to oboje ne bo šlo nikomu. Ema? Ja, jaz bi se strinjala. Jaz mislim, da je ta čas, tisti čas, ki ga je treba izkoristiti za učenje. Tudi pri podjetništvu je tako, da se človek večkrat spotakne. In ta čas je dragocen in tukaj se lahko spotikate. Takrat, ko se učimo, se spotikamo. Takrat, ko pa delamo, pa ni več možnosti za spotikanje, oziroma so kazni ali pa davki zelo visoki. Tako da jaz bi spodbujala to, da ste kreativni, delate različne naloge, se povezujete pravzaprav s podjetji, razmišljate, na kakšen način bi si ustvarjali nova delovna mesta, kaj je tisto, kjer bi pravzaprav lahko še ustvarjali. Namreč nekateri poklici danes umirajo, nastajajo novi, in nekaj, kar pravzaprav pri nas v sistemu tudi sicer pogrešamo, je verjetno to, da bi se morali učiti, danes je doba pravzaprav na pragu 3. tisočletja, učiti se, kako kreirati nova delovna mesta. Veste, mi imamo v Sloveniji skoraj 130,000 brezposelnih, ki so na zavodu, samo dokončala bom, če dovolite, da nažalost iščejo in čakajo, da bodo za to oglasi. Razvijajte se in razmišljajte o tem, kaj bi počeli takega, kar bi lahko seveda sami od tega živeli potem kasneje. Učenje je pa pravzaprav tisto, kar vam zdaj dajejo ta leta in srkajte drug od drugega. To je edina pot, ker to je tista popotnica za življenje, ki jo boste potem ga boste tudi rabili. To bo tudi tale vaš kolega podjetnik povedal, da brez učenja pravzaprav tudi podjetništva najbrž ni. Hvala, Ema, za odgovor vaš. Pravite torej, da je ključ do podjetniških uspehov morebitnih v srednjih šolah samo učenje. Vendar nekje sem slišal, da drugačno učenje.
Nekje sem pa slišal, da najbolje se naučimo, če stvar preizkusimo in tukaj pridemo do vas, Stanko, kaj ti rekel bi, da ste mi vi izrazili željo, da prav velikokrat na vaši šoli pride do tega problema, da bi dijaki ustanovili podjetje, pa ne morejo, zaradi zakonov, zaradi vsega, ker ljudje pač pravijo, učite se sedaj, da boste lahko potem nekaj dali iz sebe, od sebe. Ja, zdaj tako, ne. Res je, da bom rekel prav v srednji šoli, ne, prav veliko ljudi, da bi prav odprli podjetje, teh primerov ni veliko, ne, ampak recimo tiste, ki so pa proti zadnjim letnikom, ne, pa, ki so recimo že na poti, da postanejo malo študenti, mnogi med njimi pa tudi razmišljajo resno o teh stvareh, ne, tako da so v neki točki, ki se začnejo resno ukvarjati s tem vprašanjem. Ne. Kaj še točno vaše vprašanje? Točnega vprašanja vam v bistvu nisem zastavil. Spraševal sem vas po vašem mnenju. Ja, mislim, moje mnenje je tako, ne. Jaz se strinjam absolutno, ne, da kdo resno želi, bo najdu pot. Ne. Tako smo tudi mi dejansko, ko smo gotovili, da če prejmo DOO, da bo pač določene bonitete šle, smo pač nekako se znašli in naredili društvo, ne. Pa je bilo to pravzaprav vsebinsko podjetje. Ne. Ampak vendarle je boljš, ne, za družbo, za državo, če je že zakonsko manj ovir, ker vendarle se potem večji odstotek pač odloči ljudi za to, ne, in potem tudi ostane v tej temi. Ne. Če neko temo spodbujaš, pač zagotovo potem tudi več poskusov na tisto temo, več odločitev, ne, ko nekdo vaga in na koncu potem več uspešnih podjetij potem lahko zgodi. Ne. Tako da, ok. Jaz bi še malo se navezal na tole prej. Tele subvencije pa štipendije, pa vse to, danes, ko sem rekel, sem z Marjanom to debatiral, ne. Bom dal svoj primer, ne. Malo integritete, malo etike, malo tega, kaj res jemati iz blagajne naše skupne državne, ne, če ne rabaš. Svoj primer. Kot rečeno, jaz sem šel na svojo pot, sem imel namen ustanoviti svoje podjetje. Ko sem zapustil prejšnjo, vmes med IBM pa med tem je bila še ena druga firma, ne, kjer mi je šlo super plača, zelo malo dela. In so mi rekli, ne, so rekli, a boš dal odpoved, ali te odpustimo. Veste, kaj to pomeni, ne? Če te odpustijo, ne, greš na zavod, dobivaš. Jaz sem rekel, jaz ne rabam od nikogar denarja. Ne? Še najmanj pa države, ker rabijo drugi. Jaz bom sam preživel, meni gre dobro, jaz sem sposoben, jaz bom naredil uspešno zgodbo in nočem enega denarja. Jaz bi lahko rekel, dajte me odpustiti, bom vzel to, bom potem vzel še uno, ne vem, vmes S5 še 4 ure, pa te fore. Halo, zakaj bi to delal? Jaz verjamem zgodbo in grem. In sem bil, ko razvijaš zgodbo, si nekaj mesecev nič ne delaš, ne? Vsi tisti, ki ste začeli s poslom, ne? Nimaš strank še, šele čez nekaj časa začne prihajati. Ampak to planiraš, temu se reče investicija, ki je sicer rizik, ne? In zdaj, zakaj bi ti hotel imeti subvencijo, pa štipendijo, pa to, da bom lahko še zraven delal? Lej, če greš na polno, pejt na polno, ne? Če ti ne bo ratal, ti ne bo ratal. Vzameš narod. FFF, ne? Families, Friends, Fools, ne? In greš. Tako se dela podjetništvo v tujini, v Ameriki, ne? Zakaj bi pa klede jaz pa imel, pa malo bil na zavodu, pa malo bi še štipendijo, pa in, halo, če verjameš, greš noter in če tako verjameš, boš dobil tudi investicijo od nekoga, ki ti bo plačeval tvojo plačo toliko časa, dokler ne bojo začele, hvala Bogu, enkrat stranke ti plačevati. In potem ti bojo stranke toliko veliko denarja dale, da boš povrnil investitorjem, pa še sam boš imel dobro plačo, ne? Tako to gre, krivulja gre dol, potem gre pa gor. In to je podjetniško razmišljanje, ne uno, bom jaz neki tako malo na črno, pa malo ne davkov, pa malo ne prispevkov, da bom lahko živo, pa mi bo pa enkrat ratal. Ne, investiri, pejt v nulo, pa pejt pa gor, tako se dela. Matej, nekaj bi še pripomnila. Če se nekateri se takoj podajo v te vode, nekateri pa bi zaradi pravnega sistema takoj obupali že zaradi tega, ker jim onemogoča nekatere stvari. Zakaj pa ne bi vsaj približno olajšali, vsaj formalno, vsaj zakonsko te stvari in se, ne vem, ozrli po državi Estoniji, ki spodbuja podjetništvo, v kateri se na leto odpre 170 dijaških in študentskih startupov, medtem ko se v Sloveniji pa trenutno deluje le 170 vseh startupov. Če estonskega modela ne poznate, naj vam ga na hitro obnovim. Estonija je v bistvu država, v kateri se podjetniške miselnosti učijo že v osnovnih šolah v obliku nekaterih kreativnih iger in pa miselnosti. Prevzemati začnejo te učne
načrte, oziroma tako že v osnovni šoli, v srednji šoli pa si podjetništvo lahko zberajo kot nekakšen izbirni predmet. Startupe pa lahko začne odpirati že kot srednješolci, saj jim država, jih vlada aktivno podpira in jim dovoljuje zakonsko tudi mladoletnim odpiranje teh startupov, tako da je v tej državi najvišja stopnja samozaposlenih. Ok, če lahko odgovorim, v bistvu si odgovorila zdaj ti, ne? Zaradi tega sistema, ki ga imajo šolstvo, spodbujeno, zaradi tega se zgodi toliko novih startupov, novih firm. Seveda, ok, pravna omejitev pri nas, da mladoletni ne morajo, tlej sicer tega ne poznam, zdaj če to omejitev, pa to res ni, ok, ne, pa moraš to znižati. Ampak bi se vrnil spet na uno, ne, zgubiš, ne, zdaj že malo cinično govorim, ne, zgubiš bone, zgubiš uno. Koliko je vrednost na mesec tega? To je, rekel, 300 evrov tega, ne. Zdaj, ti greš firmo delati, ne, in zdaj te 300 evrov na mesec te omejuje. S tem je nekaj grozno narobe, ne. To, da ti ne boš ene velike uspešnice, ki boš imel na koncu 15 zaposlenih, pa ne vem, milijon prometa, te omejuje, ker na začetku ne boš 300 evrov dobil. Halo? Ta miselnost je pa res taka, ne. Zato, ker ne bom dobil nekaj mesecev po 300 evrov na mesec, se ne bom šel, ne bom imel čez 2 leti ful zaposlenih. Tlej treba malo miselnost spremeniti, ne. Drugo pa je, da ko je v šoli, ko so take igre, so se skupaj, ljudje rečejo, wow, grem in naredim, ne. Ko je tega več, se bo več tega dal. Ne pa zaradi tega, aha, zdaj pa nam 300 evrov na mesec dobil, zdaj pa ne grem podjetja delati. To je, bom zdaj nehal komentirati. Ja, no, še bi se navezal na to temo. Si to je point danes, zakaj smo tukaj, ne? Kako spremeniti. Jaz lahko govorim na mojem primeru, kako je pri meni šlo vse skupaj. Ali pa, in kako potem zdaj opažamo v Startup Novo mesto, kakšne ljudi privabljamo k nam not, no? Mi, ko smo začeli, smo itak rekli, tu k nam bojo hodili študenti, to absolventi, mešano iz inženjeri, IT-ovci, ekonomisti, družboslovci, ampak ne. Ko si ti študent, si imaš vse, si ne misliš na to, ne. Takrat imaš bone, doma dobivaš vsak mesec neko štipendijo, štipendijo, žepnino, kakšno štipendijo in mislim, life is good, ne, tako je bi meni, ne. Potem, ko se pa to zaključi, ne, tisti pridejo pa k nam in tisti so tisti, ki res so pripravljeni zagrabiti, no. Tisti vejo, da pač zaposlitve ni, oziroma nekaj, kar jih veseli, delovnih mest, ki jih veselijo, jih ne obstajajo in tisti so tisti, ki pa zagrabijo, ne. Da se pa vrnem na tisto prej, pač to je posledica vsega, recimo kako sem šel jaz sem mogoče res nek tipičen vzor ekonomista, ne, po izobrazbi, sem bil na srednji ekonomski tehnik, potem pa ekonomska fakulteta. In recimo, kako je izgledalo podjetništvo, ne? To je bilo 8 let nazaj. V bistvu, kar smo mi se dotaknili teme podjetništva, je bila razlika med SP in DOO, pa kaj je DD, pa neke take malenkosti, kdo je direktor, pa nekaj teh. To je bilo, kar sem jaz v 4 letih v srednji šoli od podjetništva imel, ko sem bil ekonomski tehnik, ne. To je hočem, da se danes začnemo tle pogovarjati, ne, kako to spremeniti, ne, da se ne uči ali podjetnost, ko ste nekaj rekli, da se v tej smeri, kaj točno se bo učilo, ne, pa kakšne pristope, kaj se želi spremeniti. Lahko, zdaj sem mogoče, je to spodbuda tudi za Stanka, da malo pove, da temu ni več tako, ne? Ampak kljub vsemu jaz bi mogoče zravni sistema. Pri nas imamo neke ukrepe, tako jih imenujemo, ki naj bi spodbujali tovrstne lastnosti ali pa, bomo rekli, sposobnosti dijakov ali pa učencev v šolskem sistemu. In sicer ravno kar teče en projekt v sodelovanju oziroma Center za poklicno izobraževanje, je nosilec in v resnici ima nekaj srednjih strokovnih šol in poklicnih šol za partnerja, kjer preizkušajo neke nove modele in možnosti tovrstnih, bomo rekli, tudi igrc ustvarjalnih, ne, pa potem v kombinaciji in v sodelovanju s podjetji, kjer naj bi razvili modele, na kakšen način razvijati tovrstne lastnosti. To je zdaj en projekt, se pa seveda zelo v nadaljevanju za naslednjo perspektivo Evropskega socialnega sklada načrtuje še nekaj teh reči, kar se sistema tiče. Tudi seveda v povezavi z gimnazijami oziroma na ravni gimnazij, ker prejšnje razmišljanje je bilo tako, da pravzaprav podjetništvo lahko razvijamo samo na poklicni ravni oziroma na strokovni ravni, kar pa seveda ni res.
ne, tam pa nastopijo tele naše lastnosti podjetnosti, ko so pa prav za vas, za gimnazijce, ki naj pa na tem inovativnem, ustvarjalnem pristopu v sodelovanju s podjetji razvijali in generirali nove ideje in možnosti na kakšen način naprej. Zdaj, če te bom pa popravila, učenje jaz razumem kot zelo širok pojem, ne samo gledanje v knjige, tako da se ne bomo narobe razumeli. Veste, jaz prehajam z področja izobraževanja odraslih. Mi poudarjamo učenje vse povsod, tudi neformalno, ne sem tisto, kar se v šoli učite. Tako da učenje razumite kot najširši pojem. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, Ema. Torej, kakor praviš, v srednjih šolah naj se učimo in pripravljamo za odraslo življenje. Hvala za tvoj odgovor. Govorila si o zadnjih letih ni več tako stanko, si ti dejansko v preteklih letih, kakor vem, si na svoji šoli poučuješ le 3 let, ampak si opazil kakšne spremembe, so se stvari obračale na bolje, v prid učenja, priučevanja, podjetništva. Mladim. Pa če ne moram govoriti za vse srednje šole, za vse profesore, lahko govorim zase, pa za tisti, ki poznam. Tako, ja. Tako da jaz mislim, da se kar dosti dela na tem, da se spodbuje, da ne gre samo za učenje o podjetništvu, ne, da veš, da obstaja DO, pa da obstaja SP, pa kakšna razlika, ne, kar je itak banalna stvar, ampak da se dejansko dela na tem, da se rešuje probleme. Ker dejansko podjetništvo je reševanje problemov in sprejemanje odločitev. Se pravi, da v nasprotju z marsikaterim drugim predmetom, ne, ker imaš ti, bom rekel, neke probleme, ki jih potem lahko rešiš po nekih vzorcih, po nekih navodilih, ne, to pri podjetništvu tudi v praksi ni tako. Ti moraš biti pač pripravljen dejansko v razmerah negotovosti, v razmerah pomanjkanja informacij, sprejemati odločitve in stati za njim. Ne. Se pravi, potrebuješ ustvarjalno razmišljanje, ustvarjalno reševanje problemov, ne. Se pravi, moraš biti prilagodljiv v smislu, da te neka majhna ovira zdaj ne ustavi, pa se pa ne da, to pa ne moramo dobiti tega podatka, pa ne vemo, to pa je zdaj tako, ne. Pa poiščeš drugo pot, ne. Se pravi, poti je neskončno, ne. Tako da jaz na naši šoli se kar precej dela točno na tem, ne. Pač v okviru, pač poleg tega bi še omenil to, ne, jasno, tudi daskrat povabimo goste, podjetnike razne, tudi recimo z Vem točke bojo prišli čez en teden točno od meni, pa potem recimo tudi recimo kakšne predstavnike inkubatorja in tako naprej, tako da poskušamo zadeve približati, ne samo povedati, da obstaja inkubator in tako naprej, ampak dejansko tudi zadeve konkretizirati, tako da se točno ve, kakšne so možnosti, kaj se da narediti in da tudi nekako zadeve tako povežemo, ne, s prakso. Dobro. Trenutno smo se pogovarjali o tem, da kakšen je trenutni sistem šolski, kako pač podjetništvo poteka v šolah. Mene pa Borut zanima, kakšno pa dejansko stanje, da vi kot delodajalec, ko zaposlujete oziroma ko ste zaposlovali nove ljudi ali pa mlade nadobudne študente, ki slučajno pridejo k vam, česa so se naučili v šolah, česa jim primanjkuje? Ja, primanjkuje in tega, kar dobiš potem v podjetju, ampak znanja in kilometrine, to je nekaj normalnega. Mogoče je pač pri nas, kar rabimo veliko tehnično izobraženega kadra, je ta tehnična izobraženost mogoče malo pomanjkljiva. Mogoče tudi med samimi študenti ali pa študenti premalo želje za usvojenim res enim realnim znanjem, ki ti bo kasneje koristilo. Evo, da povem primer, če bi mi dobili zdajle študenta, da bi ga štipendirali nekoga, ki bi znal dobro risati v AutoCAD programih, ki bi znal nemščino pa angleščino. To bi ga lahko poslali kamorkoli po svetu. Pa ga ni tako enostavno dobiti. Ema, ste hoteli nekaj pripomenti? Hvala za tole. To se mi zdi ključno sporočilo. Namreč, znanje je tisto, ki je štartna osnova, potem so pa lastnosti. O tem je pa govoril Stanko. To se pravi, prebojne faze so pravzaprav neustrašnost, nekaj, kar pravzaprav kaže na to, da jaz ne odneham, če sem se nekaj namenila narediti. In če se mi postavijo meje, potem probam te meje obiti. To so tipične lastnosti, najbrž bo verjetno tudi Matej pa Miha bosta pritrdila. Če bi se ona dva pravzaprav v štartu, ko sta naletela na kakršnekoli ovire, odločila, da teh ovir ni mogoče preskočiti ali pa zaobiti.
pač danes ne bi bila tukaj, kjer sta. Super, vprašanje imamo tamle. Pa bi pa fajn mikrofon mu dati. Ja. Daj se tale tega lahko damo dol, ko imamo mi tle enega dost. Temu se reče prilagajanje. Še kabel je za dolg. Ne bo to prav. Po mojem najbolj primerno, da človek je zastavil vprašanje, v tem primeru profesor Gorenc. Stopi na oder. Ne bom stopil na oder, hvala ti. Takole, jaz sem se zdaj pač sramežljivo oglasil, ker pač zelo lepo je slišati, da se tudi na ekonomskih šolah stvari razvijajo. Jaz tukaj sem se pogovarjal z nekaterimi učiteljcami iz, bom rekel, določenih drugih ekonomskih šol, ne iz vaše in niso bile ravno, bom rekel, zadovoljne s tem, kar imajo. Ampak to je zelo veliko odvisno od učitelja, samega sem prepričan. Torej, mi smo gimnazija, naprimer. In imamo zelo veliko se učimo, zelo veliko imamo znanja in imamo, naprimer, tudi zelo veliko programov za spodbujanje podjetnosti, oziroma saj na papirju tako piše. Ampak mi smo se pa recimo pred 3 leti zelo drzno lotili tega pač podjetniškega krožka in imeli v tem času že tudi rezultate. In ravno danes so tukaj z nami v dvorani 2 dijaka v bistvu, tamle Luka Picel pa Rok Dolenc iz Šentviške gimnazije, ki sta bila novembra pri nas na startup vikendu in začela, se pravi, postavila, bom rekel, temelje za svoj startup in Rok recimo je koliko star, 16, 15 let. Oni se zdaj že pogovarjajo recimo s Kranjsko goro. In jaz mislim, prej ste omenili, delovna mesta so ključne. Kako delati delovna mesta? Takole se dela delovna mesta. In recimo on je iz gimnazije, mi smo iz gimnazije. In vendarle, recimo podjetnost je sicer predpogoj za razvoj podjetništva, ampak to vendarle podjetništvo ni. Podjetnost je, ne vem, tudi duhovnik, ki zna več ljudi pripeljati v svojo cerkev, tudi ima lastnost podjetnosti, ampak podjetnik pa on ni. In recimo mi pri našem krožku in vsi, ki se v tem startup svetu na gimnaziji gibljamo, verjamemo, da je ravno to pot. Morda smo fanatiki. In zato smo pač recimo tudi zastavili nocojšnjo temo, na kakšen način to prav podjetništvo, poleg podjetnosti tudi podjetništvo ponuditi mogoče v malo bolj dostopen način na gimnazijah, ker problem, ki ga mi vidimo recimo pri našem krožku je to, mi se moramo dobivati od 2. Dobivamo se pač takrat, ko drugi hodijo domov, ko imajo prevoz in ja, to je se strinjam, tisti, ki hoče biti podjetnik, bo šel čez vse ovire, ampak vendarle, če pa lahko kakšno zadevo olajšamo, je pa fajn. In naprimer nekako v tej smeri, po mojem, bi bilo treba delati in gledati, na kakšen način to razvijati. Pa se zelo zanašati na učitelje, ki si to želijo delati. Ker dekreti iz ministrstva žal lepo izgledajo na papirju, to je pa tudi vse. Janez, ta je zgodba zdaj, Ja. A ta zgodba tebe naredi podjetnika ali podjetnega? Mene osebno. Ja, seveda. Mene osebno to kot učitelja dela podjetnega. Tako, pa hkrati je posredno generirala, oziroma bo generirala delovna mesta in vse skupaj. Tako da podjetnost včasih tudi ni tako slaba. Ne, sploh nisem rekel, da je... Probal sem analogijo z unim župnikom, tam je šlo malo težje, še nisem prišel do konca, kako je tam generirala to delovna mesta, mogoče posredno. Konkretno pa, podjetnost Janeza v šoli povzroča podjetništvo in tako naprej. Tako da podjetje se ima tudi zelo... Brez Janeza tega ne bi bilo. Vsekakor, se pravim, podjetnost je predpogoj, ampak bi morala pa peljati naprej. Jaz trdno sem prepričan in tudi mi ne moremo se pri podjetnosti ostati. Ja, jaz se strinjam, ampak vse ste že sami ugotovili, pa smo že večkrat, mi tudi rabimo pedagoge, ki bodo pomagali razvijati to vrstne talente. In mi zelo dobro vemo, da pravzaprav v šolskem sistemu ali pa ljudje smo različni. In po Gaussovi krivulji, vsi veste, da obstaja ta krivulja, ki kaže na neke pojave. Nekaj jih je v povprečju in teh je največ, pa so pa tisti, ki odstopajo. In seveda, za Slovenija slovi, ali pa bom rekla,
je država, ki ima pravzaprav, če bi gledali, nizko stopno podjetniškega in podjetnostnega razmišljanja. In to je tisto, kar bi radi v sistemu tudi na nek način spodbudili. In zato potrebujemo pedagoge, oziroma učitelje, ki so v takih ali pa drugačnih šolah, ki imajo ambicije te lastnosti razvijati in jih pri dijakih tudi pravzaprav prepoznavati. Zdaj pa tisto, kar ste rekli, tamle, ne vem kdo. Dijak Peter, ja. Ja, Peter. Rok so prečuje. A ja, Rok, no, me je že zavedla. Rok, super, ne? Takih dijakov si mi samo želimo. Prej smo se dotaknili zakonodaje, ki je mogoče nespodbudna, pa si omenila estonski sistem oziroma model. Zdaj bi morali mi videti podrobnosti tega modela. Jaz sem pa prepričana, da ta model pravzaprav verjetno ponuja možnost nadaljevanja izobraževanja v šolskem sistemu, hkrati pa razvijanja tovrstne lastnosti, ki se jih reče, ali pa vzporedne dejavnosti, ki se reče pa podjetništvo, ali pa startup, ali pa kakorkoli živi, zdaj po moderno rečete temu. Mislim, da je tukaj prostor potem za zakonodajo v nadaljevanju, seveda, če bomo razvijali te modele po različnih šolah, v projekt boste verjetno vi prav gotovo vključeni, oziroma se boste prijavili, ko bo ta možnost. Jaz sem prepričana, da bo z leti, ali pa mogoče še malo prej, ampak za sistem smo navajeni, da se premika z leti, možna tudi kakšna od teh oblik, zakonskih, kjer bodo na nek način urejeni eni in drugi statusi. Zato, ker zdaj se pač en status pri nas izključuje z drugim, kar se socialnih pravic tiče. Pa ne bi mogoče v tem primeru mogoče malo pohiteli, recimo imamo 2 dijaka, ki sta še vedno mladoletna. Ja, ampak mi imamo 22,000 v Sloveniji, veste. Žalka. Jaz sem Željka in sem mentorica podjetniškega krožka na gimnaziji Novo mesto. Jaz bi samo pripomnila, da se Rok ne bi zgodil kot dijak, če jaz ne bi slučajno poznala njegove profesorice in bi v 5 minutah na gimnaziji Šentvid predstavila, da mi pripravljamo startup vikend in če bi prišel pogledat. On namreč prihaja z gimnazije in ne zdi se mi pošteno, da podjetništvo, lahko se tukaj zdaj parlamentiramo 3 ure okoli tega pojma, ampak dejstvo je to, da podjetništvo, podjetnost mora iti v vse šole. To se vsi zavedamo in nekako to je glavna poanta. Zakaj samo ekonomska? Tukaj so v bistvu gimnazijci, ki stopajo. Oni pa nimajo te priložnosti, da se dokažejo, če jih mogoče določeni posamezniki ali preko inkubatorjev ali preko startup vikendov nekako mogoče po pomoti v narekovajih noter potegnemo. In mogoče bi bilo pošteno, da se tudi njim da možnost. V občinstvu imamo še odvetnika Borto Škerla, ki ima eno besedo predala. Dober dan, do te lepo pozdravljam vse prisotne. Prosil sem za besedo čist zato, ker sem odvetnik Borut Škerl, prihajam iz prakse. In meni praktično tudi prihajam iz podjetja, več kot 45 let, že delamo v podjetništvu in poznam modele v 90-ih letih, ko smo uvajali podjetništvo, poznam izzive. Pri nas smo ustanovili prvega detektiva v Sloveniji, pri nas smo ustanovili, malo za hec, tudi prvo javno hišo v Sloveniji. Pri nas smo ustanovili prvega samostojnega podjetnika, ki je bil upokojen in je imel svoje podjetje. In vedno takrat smo se srečevali z takimi razmišljanji, da kaj se ne da, kaj zakonodaja onemogoča. In zdaj zgroženo izugotavljam, da tako zvezanih rok, kot smo danes v zakonodaji, nismo nikoli bili. Namreč zakonodaja je takšna, ne govorimo o 300 evrih stroška, ki ga ima dijak, študent, če se gre podjetništvo, ampak govorimo o, tako na prste rečeno, 900 evrih, 1000 evrih primanjkljaja, če se gre podjetništvo, kaj ti ne pripada nobene te socialne transfere, ne dobi potem nobene bonitete nikjer, seveda ne mora potem
Mislim, ko gre v podjetje, on mora obvezno plačevati zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, tukaj so davki, najmanj 500 evrov je to strošek na podjetje, ti moraš imeti računovodstvo 100 evrov, moraš imeti banko 50 evrov mesečno, tako da če se to računa približno, no, tako da 900 evrov, ne. Tako, lejte, to je na prste, jaz sem praktično ustanavljam podjetja, se s tem srečujem, tem problemom, sej je, mislim, plus minus, ne, vendar pa meni se prepoznava tukaj glavni problem v Sloveniji, v sedanji zakonodaji. Mi Bill Gatesa ne moramo imeti. Bill Gates je z 18 leti prodal prvo svoje podjetje. V Sloveniji, ne, če bo šel ustanoviti podjetje z mladoletnim otrokom, bodo rekli, dajte si nor. Čeprav jaz mislim, da če bi pravilno razlagali zakonodajo, bi tudi to seveda brez težav moral narediti, vendar ne vem, če je katero podjetje, ki ga je ustanovil mladoletni človek v Sloveniji. Poleg tega, vidim, jaz sem velik problem to, da mi mladih nikakor ne podpiramo pri njihovem podjetništvu in mi iz dijakov, zato ker imamo te zvezane roke, in iz študentov mi delamo, bo zelo grobo rekel, podjetniške invalide. Če pogledate v statistične podatke, namreč 4 leta srednje šole, 6 do 7 let potem šolanja kot študent, to je res lagodno življenje. Vse te študente crklamo z cel kupenimi ugodnostmi in ko pride 27 leti, je za podjetništvo že star. In kako naj takrat se on potem navadi novih podjetniških idej, ki pa jih ima morda pri 15, morda pri 18, morda pri 20, ne, in potem ga vprašamo, kje bi on bil zaposlen, kje bi on nadaljeval svojo karierno pot in več kot 60% naših študentov pove, kje v državi, v javni upravi. Tako da tu, ne, jaz prepoznam sistemski problem in se strinjam z vašimi razmišljanji, da je pomembno izobraževanje. Sigurno, to je prvo, kar je pomembno, ampak poleg izobraževanja je tudi delo, je praksa in zato je moje razmišljanje, moj predlog je, da tako neko razmišljate v podjetniškem krožku. Jaz mislim, da je to pravo razmišljanje in to je tisto, kar mi rabimo in jaz bi predlagal podjetniškemu krožku, pa mladim dijakom, pa tudi študentom, povežite se med sabo in začnite pisati okrogle mize, dajte vpit in izpostavite ta problem in na ta način ubite nam starejšim v glavah, da je treba to spremembo doseči. Treba je pripraviti spremembo zakonodaje in sem ta trenutek lahko naštejem, kateri so predpisi, ki vam vežejo roke in kaj treba spremeniti. Noben problem ni to spremeniti, samo volja mora biti. Jaz sem pričakoval, da sedanja politična oblast, da bo malo bolj pozorna, samo točno se vidi, ne, da nimamo ljudi iz prakse. Ker če bi bili iz prakse, bi seveda to zelo hitro razrešili. In tretja stvar, ki jo treba narediti, davčno zakonodajo je treba toliko spremeniti. Mi smo v preteklosti že imeli novo podjetje, ni bilo zavezano za davek od dobička, neko določeno dobo je treba to omogočiti, in potem ni treba nobenih subvencij, ničesar. Največja novost je subvencija, ker ti ko nekomu daš, on to potroši, ti moraš človeka naučiti delati. To smo za Afriko že zdavnaj pogruntali, za nas, Slovenijo pa ne. Tako da jaz apeliram in pozdravljam podjetniški krožek, da nadaljuje s tem svojim razmišljanjem model Estonije. Mislim, da to je tisto, kar vsi vidimo in predlagam, da na ta način dejansko tudi mogoče kakšen sklep danes sprejmete in apelirate na to državo, da bo naredila te korake. Če boste rabili strokovno pomoč, pri nas smo vam pripravljeni tukaj tudi pomagati, vam posamezne stvari tudi napisati, če je treba, zelo malo rabimo, ker s tem se vsak dan srečujemo, ne, in boste imeli tako ali ne napisano, kaj je treba spremeniti. Tako, hvala lepa. Hvala. Morda kakšen odgovor na tale? Se to ni bilo samo meni, ja. Se čist strinjam, ja, seveda.
Ker me je malo zmotil, ne, je bilo tako, ne, se pa na koncu ste se rešili, ne, vam se še napliko. V bistvu, ne, bomo pomagali na področju, kjer obladamo pa lahko, ne. Takrat sem bil pa alergičen na un, ne, treba je, jaz sem vedno mi grejo tako, ne, nekdo reče treba je, ne. Treba je ni nič, ne, to ni nedoločen kdo, pa ne kdaj, pa ne milestones, pa nič. Treba je kar neki, treba je kar eno debatiranje brezvezno, ne. Ko reče nekdo treba je, se ne obtožujem, ker ste pa zelo lepo naprej povedali, ne. Drugo, kaj je bilo, ne, morate, ne, češ, kot da je to od nekoga drugega odgovornost, ne, saj ste pa ste rekli, da boste tudi ponudili zraven, ne, ampak ko slišam to, ne, treba je, pa morate, pa morajo, ne, si ti so kriv, da je tako, kot je, ne, ko prevzameš nase, rečeš, jaz vidim, da je to narobe, kar pomeni, zdaj moramo narediti tako pa tako pa tako in takrat bomo, recimo, temu poslali ta mail, tega poklicali, da se bo zadeva začela dogajati. Ne? Ko nas se prevzameš, ker to ni od nekoga problem, ne? Ampak je od vseh nas. Zdaj pa treba zorganizirati, pa so pa še volitve, pa tako naprej. Ne? Ampak ta treba je, pa morate, pa morajo, tega pa čim manj. Ne? Pa zdaj ne obtežujem, ker se pa zelo lepo povedali še enkrat. Tako da. Ja, jaz bi dodala mogoče to, da so naši vedenjski vzorci pa naša percepcija sveta povezani s tem, kako pravzaprav vplivajo drugi na nas in na naše razmišljanje. In raziskave so pokazale, da ima zelo močen vpliv družina. In tam, kjer pravzaprav vzgajamo odprte osebnosti, tam, kjer pravzaprav dajemo možnost, da otroci razvijajo svojo kreativnost v zgodnem obdobju, pa izražajo svoje mnenje, pa kažejo to, kaj jih zanima. Tam, kjer je te svobode dane več, tam se pravzaprav razvijajo tudi Roki, pa Mihati, pa Špele, pa tako naprej. Tam, kjer je pa te svobode manj, kjer omejujemo, pa te kreativnosti ne razvijamo, ki je potem pogoj tudi ne, za razne podjetniške ideje in tudi odpiranje firm. Jaz sem vam povedala, da jaz sem delala 5 let kot samostojni predavatelj in vem, kako je biti na trgu. Tako da mi je ta pozicija zelo jasna in mi je bilo pa všeč to, ne, da poznate bariere, jaz jih takrat nekako nisem videla. Jaz sem takrat odprla pravzaprav svoj zavod kar tako malo za hec. Če bi zdaj prepisala, mislim, da je stalo vse skupaj 54 € ali nekaj takega, pa sem napisala en statut, malo so mi pomagali, ne, pa sem ga odprla, pa sem odprla firmo. Strošek, če bi zdaj tako po preseku pogledala, pač ne vem, bančni račun, ne, pa kakšna elektrika, pa kaj podobnega, niso tako veliki, ampak pomembno je, da potem seveda, ko imaš prve ovire, pa prvega posla ne skleneš, ne, pa ko prvi mesec ni toliko na računu, ko si začrtal, pa ta drug tudi še ne, pa ta tretji, da takrat ne omagaš. To so tiste ovire, te glavne, ki se pravzaprav pojavljajo, ker s podjetništvom in s tem poslom je treba preživeti in si je treba zagotoviti plačo. In zato si jaz mislim, da je vaša dragocena priložnost, gimnazijci, srednješolci, to, da seveda imate možnost, da ste doma, ampak ne, da vas živijo starši tako rekoč, ampak vi razmišljate o vaših velikih zgodbah, ki jih boste nekoč kreirali sami in boste od njih živeli. To mislim, da je pravzaprav tista temeljna luč. Pri podjetnikih je pravzaprav pomembno to, da na koncu tunela vedno vidijo luč. To je temeljna zgodba. Ker če se ustrašiš ali pa če si misliš, da se ne da in če je pravzaprav ta najmanjši problem pravzaprav postane velik problem, takrat se preboji ne delajo. In pravzaprav mislim, da je te lastnosti, pa to odpiranje, pa ta pravzaprav svoboden duh treba razvijati v našem izobraževanju. In mislim, da imajo tukaj veliko vlogo učitelji, ki so hkrati tudi vzgojitelji. No, torej ravno tukaj bi se jaz navezal na to, kar ste vi rekli. Ne? Nekako to, ne, da so lepo doma, pa razmišljajo o svojih velikih zgodbah, pač jaz osebno, ali pa mi, ki delujemo pri tem krožku, ne lahko rečemo,
zakaj bi razmišljali o tem, kaj lahko mi odkrijemo in naredimo v prihodnosti, če to že delamo zdaj. In naprimer, jaz se lahko, zdaj bom nekaj pač rekel, mogoče se mi opravičujem svojo predrznost, ampak se bom navezal na to, kar ste vi prej povedali, da ne treba je, ampak bom. Jaz imam recimo kot anglist sicer, nekaj znanja sem se iz podjetništva že pridobil in jaz osebno tukaj vam, se vam ponudim, jaz lahko začnem oziroma bi lahko razvil ali pa bi želel poučevati podjetništvo, seveda, če si sam lahko napišem program. Ali imam to možnost? Ker, če se navežem nazaj na Estonijo, jaz sem tam v stikih z njihovo, ne vem, če se temu reče vodja njihove študijske skupine, se pravi vodja vseh in teh učiteljev, ki v Estoniji poučujejo podjetništvo. Oni nimajo posebenega profila, recimo učitelj podjetništva. To je katerkoli učitelj, ki se za to zanima in se potem v teh znanjih priuči. In recimo oni so 20 let težili vladi, preden jim je končno vlada recimo 2009 odobrila, ampak to je prihajalo od spodaj navzgor. Ni prišlo od zgoraj navzdol, ampak od spodaj navzgor. In ti učitelji, ki to delajo, se pravi, so različni profili, dobivajo se na konferencah, kjer se izmenjujejo učenje, kjer se izmenjujejo izkušnje in imajo potem v vseh šolah te programe. In recimo jaz predlagam, resnično, če vi že te inovacijske projekte delate, izkoriste učitelje, ki jih imate. Ne bom sebe rekel, ampak evo, jaz sem pač tukaj jabolko. Primer. Ja, resen primer. Saj sem prej povedala. Na poti so, tudi ti projekti in absolutno boste imeli šole možnosti in takrat ste seveda učitelji tisti, ki se prijavljate na te reči, se dijaki ne. Ravnatelji mora biti sam toliko, bom rekla, odprtega duha, da vam dovolijo napisati vloge in sodelovati. Zdaj, kar se pa šolskega sistema tiče, oziroma da si sami napišete program, je pa reč takale, če bi si vsak v slovenskem šolstvu, ali pa bom rekla, eden učitelj na šolo v Sloveniji, zdaj bom karikirala, pa bom tudi malo zlobna, napisal svoj program, potem ne vem, kam bi šla slovenska šola. Mi imamo kurikul tak, kot je postavljen, ki ga sprejme strokovni svet in boste morali že verjeti tem strokovnjakom, da si ga niso zmislili na pamet. Vsekakor, zdaj predmet podjetništvo, zakaj bi imeli predmet, če smo pa ugotovili, da so to pravzaprav lastnosti, ki jih je pomembno razvijati skozi vse predmete. Je pa to, kar smo pravzaprav ugotovili pri vas ključ in nekaj, kar je pomembno, so pa pravzaprav vaši krožki in vaše neke vzporedne šolske dejavnosti, za katere pa imate možnost, da jih razvijate v okviru razširjenega kurikula. To je pa tisti prostor, kjer pokrijete lahko o tem, o čemer vi govorite, da želite svoj predmet sami zgenerirati. Se ga v resnici že imate. Ne vem, zakaj bi si ga zdaj morali pisati sami. Se ga že imate in ga že izvajate. Zato, ker se krožki izvajajo popoldne in to je zelo velika ovira. To je preprosto. Pak se mi ugotavljamo, da za podjetnost in podjetništvo to vrstna ovira ne more biti ovira. Ja, pa žal če se smemo mešati, gospod Stanko, če sem moten, ali je bil Matej, nisem siguren, rekel je, podjetništvo je reševanje problemov in mislim, da bomo zmožni rešiti tudi ta problem ostajanja po šoli. Je rekel dijak. Jaz osebno zase kot dijak lahko povem, da sem pripravljen žrtvovati svoj prosti čas po šoli za krožek. Še kdo kaj pripomnil? Miha. Jaz se to navežem nate, ne? Po drugi strani pa razumem tudi Janeza, ker recimo, če sebe pogledam, jaz ne bi vstajal v srednji šoli po pouku, ko sem bil jaz v srednji šoli, tako bom rekel. Verjetno moraš saj pst nekaj noter, da se potem najdeš, ne? In zdaj, kakšna je recimo na začetku leta verjetno neka predstavitev, kaj podjetniški krožek je, in potem se dijaki odločijo glede na to predstavitev, ne? Kaj če takrat mene ni v šoli, ali pa kaj če takrat jaz, ne vem, bom se na telefonu, bom igrice igral, ko bom mi tak predvideval, da je nekaj brez veze, ne? Podpiram Janeza, ne? Bolj
intenzivno, ne, vključiti vse v program, vse se potem filtrirajo, ne, ampak še zmeri ni vse zdaj perfect, ne, kakor je trenutno. Ne. Stanko? Se strinjam z obema, ker sem to bi hotel dodati v razmislek. Ne. Tudi v Severni Koreji, kjer je prepovedano imeti podjetje, ne, imate podjetnike. Absolutno se najde pot, ampak jih je zagotovo bistveno manj kot v Sloveniji, ne, jih je zagotovo bistveno manj kot v Nemčiji itd. Ne, tako da dejansko z nekimi ukrepi lahko dejansko pomagaš, da se neka dejavnost razvija, se pa ne. Tudi recimo ravno zaradi ovir, ki sem jih prej omenil, pa ste jih tudi drugi, ne, je Slovenija po indeksu po raziskavi o podjetništvu GEM, ne, GAM, ki je svetovna raziskava, v bistvu je zaznana ena velika luknja ravno v starostni skupini, ko poteka pri nas izobraževanje. Ravno zaradi teh ovir dejansko pri nas v Sloveniji bom rekel, najmanjši odstotek podjetnikov v Evropi in tako naprej. Ne. Tako da dejansko to so neke realne ovire, ki jih ni za podcenjevati. Se pa strinjam, ne, da seveda, kjer je volja, se najde pot. Ne. Sem časih nekdo morda še ne ve, da bi ga to zanimalo. Tako da, in zato je v bistvu zelo v redu, da mu ni treba mogoče popoldne dodatno ostajati, ker mogoče takrat sploh še ne bi se hotel s tem ukvarjati. Ne. Ali pa recimo, morda tudi kdo bi rad kot študent še zraven kakšno podjetje naredil čisto resno, pa ga mogoče starši od tega odvrnejo, ker mu oni pač delno financirajo in seveda so zaskrbljeni, pač mogoče oni ne razumejo podjetništva kot tako zelo atraktivne možnosti, ne, in ga odvrnejo od tega. Ne. Tako da to so čisto neke realne življenjske situacije, nekomu je mogoče 300-500 evrov malo, veliko ljudem pa ni tako malo, ne, tako da jaz mislim, da bi bilo potrebno storiti čim več stvari, da se te ovire zmanjšajo, ampak zdaj tako, vsi tisti, ki ste trenutno dijaki, vsi tisti, ki ste trenutno študenti, v bistvu to vse, kar se zdaj pogovarjamo, so neke sistemske stvari, ki se bojo urejale in se v Sloveniji izboljšujejo, ne? Ampak čisto osebno, v situaciji, kjer ste lahko veliko naredite za to, da se na tem področju nekaj zgodi v vašem življenju. Ne? Konec koncev se mi zdi, da je že tako velika razlika recimo med tistimi dijaki ali pa študenti, ki dejansko, ne vem, ali imajo doma družinsko podjetje, iz prve roke vejo zelo veliko, več kot marsikdo v veliko kasnejših letih, ne, kako zdaj funkcionirajo, ali pa recimo, da se sami povezujejo, ki je poskušal kaj delati, sodelovati s kom na tem področju, ne, da sami mogoče, vse je razumljivo, da igrce igrajo tudi na računalniku, pa mogoče pa tudi lahko izprogramiraš zraven, ne, pa to potem malo pretegne, ne, tako da veliko lahko narediš čisto konkretnih stvari, ki se potem lahko neko podjetje razvijajo. Ne? Tako da jaz bi zelo pospodbujal v to smer. Ne? Se pravi, delati stvari, ki so čim bolj konkretne, kjer je le možnost nekako povezati z ljudmi, ki so že v poslu, ne? In delati kaj na tistih stvareh, ki so dejansko na trgu potem, bom rekel, prodajljive. Ne? Ali razno tako konkretno znanje. Prosim? Ja, vprašanje z množice. Malo bližji. Kar naprej, prosim. Možeš mikrofon. Bom tle skrit malo. Ok, ostanite skrit. Malo starejši, ampak gre za mladino. Kaj bi vi naredili, da bi tudi naši mladi tle imeli, ko ste vi zdaj govorili? Kaj bo država naredila? Mail v kakšnem smislu? Podporo pa bilo kje tasja. Mislim, da gre zdaj ta pogovor že nekaj časa v to smer, tako da sem se dosti nekako se v tej smeri vrtimo že celoten večer. Jaz poslušam tle že 1 uro vaš pogovor, tle, ne, pa se nisi hotel vklopiti, ampak... Pravilno, da ste se. Ne, kaj bi mi naredili za naše vse mlade tle, ki smo tle, ki so tle, kaj bo država naredila za njih? Ja, Borod, imamo nekoga v države, klekamo naslov @gov.si. Borod, bi še nekaj hotel povedati. Nek predsednik, ne, ameriški predsednik je rekel, ne vprašaj se ti, kaj lahko država naredi zase, ampak kaj lahko ti narediš za državo. Prosim bi za mer, da ga pustite gospoda Borota povedati, kar je hotel do konca. Ameriški predsednik pa čist neč več. Zdaj, rabite slovenskega predsednika. Govorimo o primerih trenutno, tako da v tem primeru po moje lahko vzamemo ameriškega predsednika. Ne, sploh ne govorite več o ameriški predsednik,
Govorite o Sloveniji. Govorite o Sloveniji, gospod Borak, slišali ste? No, se ni važno, kdo je rekel, ampak mogoče se moramo tako vprašati, ne kaj bo država naredila za nas, ampak kaj bomo mi naredili za državo. Če smo podjetniki, bomo mi nekaj naredili. Ne rabimo pričakovati, da bo država kaj za nas naredila, kar bo zelo malo naredila za nas. Zadnje vprašanje sicer. Ja. Kar. To se dobro rekel, ne? Vsinska smo tale, naprej, delavci, podjetniki, vsinska. Rade volje bi naredili za državo, da bi nekaj naredili, sem država ne da nam. Razumete? Da bi nekaj naredili. Za vaših postopkov, za vaših... Torej, kar skušate povedati je, da vi bi naredili nekaj za državo, ampak država vam tega ne omogoči. Ja, ne. Gospod Stanko, ste želeli nekaj povedati? Ja? Prej, gospod, pa potem je. Hvala lepa. Kar sem pa jaz hotel prej komentirati, je bilo pa to, ne? Rekli smo popoldan, ura 2, pa tako. Ura je zdajle 8:30. Ono da delata zdajle. Zakaj? Za državo. Zakaj vi da delata zdajle? Ne, meni zanima, kako je prišlo do tega, ker vaju doma čaka Gibam, Facebook, YouTube, igrca, whatever, ne, vajni vrstnika, ok, eni so tukaj. So doma, ne vem, imajo večerjo, gledajo televizijo. Zakaj sta videli tukaj, zakaj delata danes? Kaj se je zgodilo, da videla delata danes? Ne, če govorimo, da ob 2 se jim ne bo dal, ne, rabimo, ne, med poukom pa to. Ob 8:30 vidva delata. Pripravljala sta se dele veliko časa za to. Zakaj? Kaj se je zgodilo? Nič nista plačena za to. Kaj je šlo narobe? Zakaj to počneta? Provociram seveda, ne. Videla sta najboljši izgled tega, ne. Nekje se je to začelo. Lani, predlani, kdaj se je vama to začelo? In nista edina dva. Recimo, imamo tukaj tudi ene, ki bi lahko bili nekje druge, pa niso. Pa poslušajo na to temo in se bo začelo nekaj dogajati. Ne? Kaj je povzročilo to? Kaj je povzročilo Miha tudi, da je začel to? Ne? To se moramo vprašati. Mislim, da bomo prej odgovor dobili. Mogoče ne bo, dobro večer, vsem skupaj, mogoče ne bo ravno odgovor, ampak replicirala bi. Torej, ne delata samo ona dva, tukaj nas je kar nekaj profesorjev z gimnazije, ki ravno tako tukaj delamo. In če me vprašate, zakaj smo tukaj, odgovor je kratek, zato ker verjamemo, da je tako prav. Ker podpiramo to idejo, ker verjamemo, da so to ene pravilne poti za prihodnost, ki je res zelo nedorečena. Torej, mi danes vzgajamo za eno prihodnost, za katero si sploh ne predstavljamo, kakšna bo. In vsakič znova se nam poraja vprašanje, kaj je tisto, kar mlad človek pravzaprav potrebuje, kaj mu moramo dati, s čim ga moramo opremiti, zato da bo kos izzivom te nedorečene prihodnosti. Moje osebno mnenje, lejte takole, tukaj se vrtita 2 besedi, sem slavistka, se opravičujem, malo deformirana, podjetništvo, podjetnost. Podjetništvo je v mojih očeh, tako kot vas poslušam, ena oblika delovanja, za katero je seveda potrebna kompetenca, lastnost, podjetnost. Sprašujem pa se, na kaj, iz česa pa morajo rasti te lastnosti. Kaj je tisto, kar mora mlad človek dobiti, da sploh razvije podjetnost. Vi ste že omenili vzgojo, družina, ki je zelo pomembna. Jaz bi dodala seveda izobraževalni sistem in zagotovo, lejte, mi se moramo kar naprej izobraževati in se učimo tudi teh sodobnih pristopov, podajanja snovi, poučevanja, kjer se lahko goji ta kompetenca pri vseh predmetih, zagotovo ne samo pri predmetu podjetništva. Jaz bi dodala tukaj še nekaj. Etos, morala. Zelo sem slišala Mateja, ko je rekel, sem rekel, kaj pa jaz rabim tisto podporo, ne? Če vas prav razumem, ste se odrekli podpore Zavoda za zaposlovanje. Velika večina ljudi bi rekla, zakaj pa to naredil? Neumno, ne? Se država biti lahko, torej itak ti to pripada. Pa ne gre samo za to, vi ste verjeli, da tega denarja ne potrebujete, oziroma da lahko sami zaslužite ta denar, ne? Jaz sem zadnjič gledala film Volk iz Wall Streeta, tisti gospod, ki ga je igral Leonardo DiCaprio, je bil hudo podjeten in je zelo ustvaril eno firmo, ogromno zaposlenih ljudi, naredil je vse to, kar delajo podjetniki, torej ustvaril firmo z ogromno delovnimi mesti, ti ljudje so imeli dobre plače, ampak kakšna je bila zadnja morala?
Ne? Torej, on je ustvaril ta uspeh, je temeljil na prevari. Ne? In recimo to je, ne, kaj tukaj zadaj, ne? Se pravi, vzgoja je zadaj, ne? Pred razvojem te kompetence, ne? Nekomu, ne? Da je mlad človek, ko gre v nekaj, da ve ob tem, kar počne, ko se gre podjetništvo, a je to zdaj prav, a bom pravičen, a bojo vsa ta delovna mesta, ki se bodo ustvarila, v korist ljudem in potem družbi kot taki, ker konec koncev mora biti cilj podjetništva tudi ena dobra, pravična, ne, družba, ne samo, ne vem, delovna mesta. Danes sem slišala ena uspešna firma, ki ima velik profit, ampak direktor razmišlja o tem, koliko bi še zmanjšal delavcem plače. Jaz si take družbe za vas v prihodnosti ne želim, za mlade ljudi. Tako da to mislim, da mora biti tudi zelo poudarjeno in tukaj se mi zdi, da smo pa šoldiki, tisti, ki stojimo za tem. Hvala lepa, gospod Stanko. Kar navezam naprej na to, to je definitivno vzgoja, ker vzgojo dejansko spreminjamo tudi kulturo, ne, se pravi neko splošno mnenje, recimo v podjetništvu, ne, v družbi. In zdaj tako, tukaj je okrogla miza, potekajo razne razmišljanja so v zraku in dosti je tudi nekih, bom rekel, kritik, ne, ampak to je zato, ker dejansko so to pravzaprav ideje, kako bi zadeve izboljšali, ne. Tako da moramo to tako gledati, ne. Vsi tisti, ki ste tu, ki nekako razmišljate o tem, da bi podjetništvo, da bi odprli kakšno podjetje, ne, bi vendar rad dal sledečo misel v zrak, ne. Se pravi, kljub vsem nekim oviram, ki so, se pa treba zavedati, da verjetno še nikoli ni bilo pa laže podjetje ustanoviti, kot je dan danes. Tudi to je resnica. Ga je bilo teže 50 let nazaj, ga je bilo teže 100 let nazaj, pred te starosti definitivno, kljub vsej tej zakonodaji, ki nas ovira, to je resnica, ne? In zadeve se izboljšujejo. Mi zagotovo Slovenija ne more biti, bom rekel, zadovoljna, zato ker se da še boljš nekako podjetništvo spodbujati, ampak po drugi strani pogledamo. V določenih časopisih sem zasledil kar nekaj člankov v zadnjem mesecu, kjer predstavljajo dejansko neko uspešno podjetje. Potem vam tukaj vdajo prava ideja, so še druge vdaje, tudi resničnostni šovi na to temo. Vse te stvari dejansko spreminjajo, v bistvu tako, bom rekel, povečujejo delež se pravi teme podjetništva, v čem se pač pogovarjamo, razmišljamo in tako naprej v družbi. Ne? In to dejansko pozitivno vpliva na to, kakšno mnenje imajo ljudje, starši, mladi, starejši, kdorkoli pač o podjetništvu. Ne? Tako da dejansko je trend pozitiven v Sloveniji. Pa še to je. Recimo, zdaj, se pravi, z raznimi možnostmi enostavnejšega odpiranja podjetja, konec koncev veste, da ga lahko kar prek interneta odprete tudi v Sloveniji, ne? In pa tudi recimo, da je precej možnosti podjetništva tudi na področju računalništva, ki je pravzaprav ena taka panoga, ki še vedno ponuja na marsikaterem področju relativno nizko vstopno oviro, rabiš računalnik, nekaj časa vložiti v to internet in lahko narediš neko podjetje. Ne? To seveda recimo nekaj let nazaj ni bilo možno, ne? Tako tukaj je ogromno možnosti. Čeprav treba tako dodati, da se pravi, bom rekel, spletno podjetništvo zdaleč od tega, da je edino zveličavno, sploh ni res, tudi to se ne sme trditi. Ne? Tudi v tradicionalnih panogah je zelo veliko prostora. Ne? Hočem sem to reči, da kljub vsem tem mogoče nekim negativnim stvarem, ki smo slišali, je kljub temu v bistvu danes najlažje do zdaj v Sloveniji, na tem prostoru ustanoviti podjetje. Nikoli v zgodovini, pa ne zadnjih x let, ampak x stoletij, ne, ni bilo tako enostavno ustanoviti podjetje. Imaš še kdo kaj za pripomend? Ja. Jaz bi mogoče samo še, če dovolite, kaj jaz moram kot predstavnica sistema slišati. Nocoj pa bom naredila kratek povzetek, če bo le šlo. Ena je ta reč, da si učitelji želite več podpore in možnosti strani sistema, kar pomeni, da jaz mislim, da smo na pravi poti kreiranja novih projektov za naslednjo perspektivo, kjer bomo črpali sredstva Evropskega socialnega sklada za razvoj človeških virov na tej ravni, da bomo poskušali razvijati in vključevati čim več šol v razvijanje tovrstnih modelov. Druga reč, ki se mi je zdela pomembna, ki ste jo vi izpostavili, je prepoznavanje
dijakov oziroma učencev in njihovih lastnosti, kjer bi lahko razvijali seveda tovrstne lastnosti dalje. Jaz mislim, da bi bil to en zalogaj za en projekt ali pa vzporedno tam, kjer boste generirali možnosti različnih modelov in povezovanj, tudi to oblikovati zdaj ali orodje ali možnost, na kakšen način v šolah pravzaprav prepoznavati dijake, ki imajo povečano stopnjo tovrstnih lastnosti, zato da jih odkrijete in razvijate naprej. Tretja reč, ki se mi zdi pravzaprav pomembna, je ta, da razmišljamo potem o statusu, kako, ne, na kakšen način. In jaz mislim, da je to tudi en predmet razvojnih modelov in projektov, kjer se bomo morali poigrati to ravnijo, ko se reče urejanje zakonodaje za mlade podjetnike. Je pa to seveda to, bom rekla, tema Ministrstva za delo bolj kot naša. Mi smo samo tisti, ki na tej ravni sodelujemo z drugim resorjem. Potem seveda vsekakor sporočilo za naše ministrstvo je, da obstajajo mladi ljudje, ki si želijo novih početij in novih idej in novih možnosti izven seveda tistega, bomo rekli, rigidnega kurikula, da se prav dela tudi po 2 uri popoldne, zato da razvijam svoje potenciale. Jaz, če sebe pogledam, moram reči, da ne bi pravzaprav toliko smeri si odprla, če ne bi počela to že v srednji šoli, pa potem na fakulteti. Usporedno tisto, kar je predpisoval sistem izobraževanja, smo usporedno počeli še mnoge druge reči. In to je tisto, kar verjetno razvija, bomo rekli, tudi možnosti potem, kako se vključiti na trg dela. Jaz moram reči, da nisem s tem imela nikoli težav. Ampak to zdaj samo za sebe govorim, bodo pa verjetno tile podjetniki, ki imajo to vrstne izkušnje, bolj vedeli, kaj na tej ravni povedati. Sporočilo za sistem mogoče bi bilo še to, da seveda vas je treba malo bolj poslušati, pa odpirati mogoče nekaj več možnosti za to vrstne debate na takle način. Pa če boste v prihodnje še kaj vabili, jaz predlagam, da povabite koga z Urada za razvoj izobraževanja, ker mislim, da še kar dobro slišimo na te pobude in jih probamo potem tudi sporočiti naprej. Hvala lepa. Matej, Kako smo s časom ali v bistvu s časom smo na tankem. Naš večer se prav zares bliža koncu. Matej, zdaj mi je oprosti, ker bom dosti govoril, treba je. Kakor smo danes slišali, treba bo vlagati v mentorje podjetništva, treba bo delati na izobraževanju, ampak hkrati potrebno se je šolati, potrebno se je razgledovati v vse smeri, potrebno je hoditi po 2 uri. Po 2 uri, točno to. Kakor ste omenili, Ema, programi so v pripravi, stvari se izboljšujejo, Stanko, vi ste rekli, podjetje nikdar ni bilo odpreti tako lahko je bilo lažje, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar nam je ponujeno. In seveda, da se, če se hoče. Hvala. Sedaj pa bi vas, v bistvu vsi ste toplo vabljeni na prigrizek in pa sok ter neformalne pogovore. Super, da si bili to formalni. Hvala. En aplauz za naš gost.